Lepo pozdravljeni. V današnjem srečanju priprave na starševstvo bomo spregovorili o psihološki pripravi na porod. Moje ime je Arjana Steblavnik in sem psihologinja v mariborski porodnišnici. V uvodu bi vas prosila, da se sprehodite zelo na začetek, na tisti trenutek, ko ste izvedeli za nosečnost. Ali ste zagledali tisto roza črtico na testu ali vam je ginekolog potrdil vašo nosečnost. Skušate se spomniti vaših misli, vaših čustev, ki ste jih takrat doživljali. Najprej verjetno boste se spomnili tistih prijetnih čustev, veselja, sreče, radosti, ampak verjetno se boste z menoj strinjali, da kmalu zatem pa pride misel, kaj pa sedaj. A bo vse v redu, kako bom zmogla. Nosečnost je relativno kratko obdobje. Nosečnost večino spremljajo občutki radosti in sreče, veselja, vendar pa kdaj ženska doživlja tudi tesnobo in strah, kar v določeni meri nekako pripisujemo normalnim občutkom. 9 mesecev nosečnosti je relativno kratko obdobje in takrat ženska v tem času doživlja veliko sprememb, pa nimamo v mislih samo rojstvo otroka, začetek novega življenja, ampak tudi spremembe, ki jih doživlja tako na svojem čustvenem in socialnem področju. Če nekako pogledamo, kaj so tiste stvari oziroma kaj pa ženska doživlja v času nosečnosti in kako potekajo ta doživljanja. Tako kot smo vajeni, bomo tudi tokrat nosečnost razdelili na 3 obdobja. Prvi 3 meseci nosečnosti so namenjeni predvsem sprejemanju nosečnosti. Takrat se ženska pogosto vpraša, ali bo vse v redu. V tem prvem tromesečju so običajno prisotne še malce telesnih težav, nekatere se v večji, druge v manjši meri soočate s slabostmi. Veliko več je strahu pred morebitnimi težavami ali celo prekinitvijo nosečnosti. To obdobje je tudi tisto, kjer opravite veliko preiskav, kar pa seveda lahko tudi prinese določeno stisko v pričakovanju. Nasploh lahko rečemo, da je to obdobje bolj tesnobno, govorimo o malce povišani anksioznosti. Sledijo drugi 3 meseci, ki so bolj mirni. Takrat je nekako že nosečnost bolj predstavljiva, kot rečemo, trebušček se že vidi in ženska začuti tudi gibe, kar je seveda jo malo pomiri. Govorimo nekako, da bi se v tem obdobju začela ta prva navezava, to zavedanje o nosečnosti in navezanost na otroka. Vendar v zadnjem času ugotavljamo, da se ta navezanost sega v zgodnejšo nosečnost zaradi vseh slikovnih preiskav, ki jih opravite. Če se spomnite, ko ste prvič na ultrazvoku in pogledate in vam pokažejo tisto drobno pikco in rečejo, to je pa srček otroka, in takrat nekako si že ustvarite svoje predstave o nosečnosti otroka in se na nosečnost in otroka tudi že navežete. In seveda potem sledi še to zadnje obdobje, to je obdobje, ki ga trenutno preživljate, to so zadnji 3 meseci, kjer pa nekako se spoprijemate z intenzivnimi pripravami na porod in že velikokrat pride vprašanje, kako dolgo še. Veliko misli je usmerjenih na sam porod in pa tudi že na poporodno obdobje. Za zadnje 3 mesece nekako rečemo, da je obdobje vedno večjega telesnega neugodja, včasih se pojavijo tudi kakšne težave. To je obdobje, kjer so strahovi vedno bolj izraženi in seveda vse to lahko povzroči izrazitejšo tesnobo. V tem obdobju nekako je čas, ko prekinete z službo, kar je lahko za nekatere tudi zelo stresno, sploh za tiste, ki nekako ste zelo aktivne v svoji poklicni karieri in je tudi to trenutek, ko se vprašate, kaj pa zdaj, kaj to zame pomeni,
kaj se bo zgodilo čez 1 leto. Tudi to je lahko neko obdobje, ki vas spravlja v stisko. Ampak na srečo vas kmalu prevzamejo te misli, priprave na porod in se posvetite pričakovanju otročka. Nekateri zelo mirno rečejo in se zelo vdahnejo, zdaj pa je čas, da se v miru pripravim na porod in na otroka. Kako si pa lahko olajšamo te zadnje tedne, dneve pred porodom? Tako kot sem rekla, je to obdobje, kjer naj bi se ženska umirila, kjer naj bi si dovolila veliko počitka, kjer bi se tudi spopadla s strahovi, ki jih čuti. Velikokrat se pogovarjamo in ženske rečejo, nekako, ko izrazim svoj strah, pa se hočem o tem pogovarjati, me velikokrat prekinejo, če so vse, bo zmogla še ti, kar v meni zbudi še večji strah. Zato vedno rečemo, dajte se spopasti s strahovi, dajte se pogovarjati, poiščite sogovornika, ki nekako bo vam podal dovolj informacij, da boste te strahove zmogle obvladovati. Nekako na tem, bi rekla, seznamu so tisti strahovi, ki so najbolj pogosto izraženi v tem obdobju. No, kot smo rekli, je to obdobje, kjer naj bi se ženska sprostila, pa zato bi vam želela predstaviti še 2 tehniki, ki bi vam pri tem malo pomagale. Prva je tehnika sproščanja, ki temelji na krčenju in sproščanju mišic. Zdaj, ko se lotite delati te tehnike, se najprej udobno namestite. Poiščite prostor, kjer bo mir, kjer boste se lahko udobno namestili. To lahko delate leže, sede in skušajte najprej nekaj trenutkov se privajati na neko situacijo, na tišino, na položaj, ki ste si ga izbrali. Opazujte, kaj se v vašem telesu dogaja. In potem začnite z vajami. Najprej pokrčite prste na nogah in začutite napetost. Pri vseh teh izvajanjih vaj najprej močno napnite mišice in pomembno je v tem, da je čas krčenja vedno krajši kot čas sproščanja počitka med samimi tehnikami. Ponovite 2-krat in potem nadaljujte. Pokrčite kolena, napnite mišice stegen, pa sprostite. Stisnite pesti, jih zadržite, pa sprostite. Potem dvignite ramena visoko proti ušesom, pa jih sprostite nazaj v svoj položaj. In na koncu napnite vsako mišico na svojem obrazu in sprostite. Tudi ko greste skozi te vaje, si ponovno vzamite nekaj trenutkov časa in zopet opazujte. Zavedajte se občutkov, ki vas zdaj prevzemajo, ko je vaše telo sproščeno. Skušajte prepoznati tisto razliko, kako je takrat, ko se počutite, ko ste napeti, in zdaj, ko ste popolnoma sproščeni. Na koncu, ko ste pripravljeni, se malo pretegnite, zazehajte in zaključite s sproščanjem. In tako boste počasi pripravljene za opravljanje dnevnih aktivnosti. Druga taka tehnika je pa tehnika vizualizacije. Zakaj bi počeli to? Nekako v tem, ko si v svojih mislih predstavljamo zelo živo, zelo intenzivno, približno tako, kot bi si predstavljali, zavrteli film pred svojimi očmi in smo mi sami glavni igralec v tem filmu. Skušamo se zelo podoživeto predstavljati, kako bo naš porod potekal. Najprej se poigravajmo z občutki prvih znanilcev poroda, se pravi tistih blagih popadkov, ki se bodo pojavili. Nato stopnjujmo popadke, skušamo si predstavljati bolečino popadka, predstavljamo si prihod v porodnišnico, sprejem, prihod v porodno sobo in seveda potem zelo intenzivno skušamo si predstavljati močnejše popadke, kako obvladujemo, kdo je z nami v porodni sobi. Tudi tisti občutek, kako nas porod utrudi, mogoče celo v nekem trenutku malo izčrpa,
In seveda, na koncu se poigrajmo s prijetnimi občutki pravkar rojenega otročička, ki smo ga dobili v naročje. Če se med izvajanjem teh tehnik pojavi tesnoba, neprijetne misli, neke negativne predstave, potem prekinimo in poskusimo še kdaj kasneje. Mogoče pa ne bo to primerno za vas, pa vas bo to še bolj spravljalo v tesnobo, potem raje tega ne počnite. Izberite nekaj, kar vam bo pomagalo, da se bo vaše telo sprostilo, da se bodo sprostile vaše misli in vaša čustva. No, in ko rečemo, zdaj se pa začenja, zdaj nekako je to obdobje nosečnosti in priprav za vami, zelo dobro veste, kako in kaj ob odhodu v porodnišnico, vse to ste že dobili napotke. Mogoče je tudi tisti stavek, ko vam sporočijo, bodite pripravljeni, tudi tista torbica v kotu, ki vas čaka za odhod v porodnišnico, vam bo dala tisti občutek miru in sproščenosti. Nekatere bo porod prehitel pred samim načrtovanim terminom, nekateri boste zelo nestrpno že čakali znanilce poroda po določenem terminu, ampak kakorkoli, vsak odhod v porodnišnico naj bo nekako načrtovan, predviden, tudi takrat, kadar recimo partner ne bo dosegljiv, da veste, kdo je tisti, ki vas bo pospremil takrat, kdo je tisti, ki se bo z vami v času poroda, da boste lahko mirno in nekako sproščeno odšle v porodnišnico. Partner pri porodu, veliko vprašanje, ki verjetno zahteva kar nekaj časa, da uskladimo svoje misli, da se pogovorimo. Danes vemo, da je pri več kot 3/4 porodih partner prisoten pri porodu. In nekako tudi vemo, da prisotnost partnerja dobro vpliva na potek poroda, kajti ženska se počuti bolj varno, mirno, sproščeno, kar je seveda zelo pomembno za ugoden potek poroda. Vendar je pri tem zelo pomembno, da se med seboj dogovorita. Velikokrat se zgodi, da se pri pogovoru zgodi, da ženska reče, ja, šel boš z menoj, pa mogoče malo še doda kakšno stvar, pa boš videl, pa boš malo videl, da to ni tako lahko, pa se partner prestraši in potem reče, ne bom šel. V trenutku imamo na eni strani občutek zavrnitve, na drugi strani občutek prisile, kar zagotovo ni dobra popotnica za sodelovanje pri porodu. Zato je pomembno, da se pogovarjata, na kakšen način bi sodelovala, kakšne so predstave, kakšne so želje v času porodne izkušnje. Včasih se zgodi, da se tudi partnerji prestrašijo in rečejo, ne vem, če bom zmogel, ali je mogoče prisoten kakšen strah, mogoče neprijetnost pred pogledom na kri, pa rečejo, ne vem, mi bo slabo. Če se to zgodi, je potem boljše, da nekako se dogovorita, da je prisoten v prvem delu, se pravi v času popadkov, vam takrat vas spodbuja, vam pomaga in potem se med samim porodom umakne iz porodne sobe in se vrne potem, ko je otrok že rojen. In seveda takrat preživite skupaj tiste prve trenutke, takoj po porodu. Velikokrat se postavljajo tudi vprašanja, kako pa bo prisotnost partnerja pri porodu vplivala na najin odnos naprej. Ko smo spraševali pare, so v večini odgovorili, da je to poglobilo njuno čustveno vez, da čutita med seboj večje spoštovanje. Partnerji so tudi povedali, da nekako čutijo večjo povezanost in tudi izrazili zadovoljstvo za tistimi prvimi trenutki, ki so lahko preživeli z otrokom. Zato nekako v zaključku bi rekla, dajte se dogovoriti, da bo porodna izkušnja prijetna za oba. Nekako, kot sem že rekla, je nosečnost obdobje radosti, prijetnih občutkov, vendar lahko tudi ta strah in tesnoba vplivata na sam potek poroda. Kadar smo v neki situaciji, kjer smo prestrašeni,
nas po določenem času vseeno preplavijo hormoni stresa, če rečem zelo preprosto, ki seveda vplivajo tudi na naše počutje. Kako se počutimo, ko smo v neki situaciji, kjer smo negotovi, kjer nas je strah, se počutimo v telesu precej napeti, prestrašeni, imamo občutke hitrega bitja srca, naše dihanje je malo pospešeno in vse to so telesni znaki tesnobe. Ampak kako pa vse to vpliva na sam porod? Zdaj, če pogledamo čist v porodni sobi, ko pridete zelo prestrašeni, ko pridete zelo napeti v porodno sobo, nekako vaše misli so zelo zbegane in pozabite na vse to, kar ste se pripravljali, o čem ste se pogovarjali, na kak način ste si predstavljali svoj porod. Doživite prvi popadek, ki se vam je zdel zelo boleč, zelo dolg. Ko popadek mine, namesto da bi se zelo sprostili, pa bi rekli nabrali moči za nov popadek, ga čist v strahu in napetosti čakate na nov popadek. In kaj se takrat zgodi? Drug popadek, ki pride, je še bolj boleč, zaznate ga še daljšega in tako lahko padete v tak začaran krog. In to lahko pripelje do težav s potekom poroda, vas izčrpa, porod lahko dlje časa traja, nekako v skrajnem primeru bi lahko rekli, da se kdaj popadki tudi ustavijo. In tudi v drugi porodni dobi, ko nekako vas prosijo, da malo aktivno pomagate, tudi zmanjka moči. Predvsem takrat, ko vas babica malo prosi, da malo pritisnete, pa enostavno ni več energije, ni moči in seveda se zopet malo zavleče. No, ko govorimo o psihološki pripravi na porod, govorimo predvsem o tem, da za porod ni samo dobra telesna pripravljenost, ampak sta tudi zelo pomembno tako psihični dejavniki kot tudi socialni. Se pravi, da se spopademo s strahovi, ki so do neke mere normalni za to in pričakovani za to obdobje, in pa da ima ženska podporo, ki ji da občutek varnosti v tem času. Dajmo si pogledati, kako je tisti prvi trenutek, prvi občutki po porodu, prvi stik z otrokom. Če bo z otrokom vse v redu, vam ga bodo dali na prsa, na trebuh, da ga vidite, da se ga dotaknete in potem ga boste lahko imeli pri sebi. Je zelo pomembno, predvsem ta stik koža-koža, ki otroku vzbudi občutek miru, zmanjša bolečino, tudi vas pomiri in hkrati pri tem se sproži tudi hormon oksitocin, ki pa je tisti hormon, ki pomaga pri izločanju mleka. Zato so ti prvi trenutki zelo pomembni. Hkrati so tudi tisti trenutki, ko vzpostavite to tesno navezavo z otrokom. Prvi dan po porodu so običajno tisti občutki vzhičenja, olajšanja, čutite tisto utrujenost, nekako sprejemate čestitke, nekateri rečejo, saj sploh ne morem še dojeti, da je že vse za mano. Tudi prva noč je lahko se lahko pojavijo težave s spanjem, razmišljate, premlevate o poteku poroda, sanjarite o prihodnosti, seveda lahko vas tudi obdajajo malo strahovi, kako boste pa zmogli skozi spremembe v življenju. Tam nekako med 3. in 5. dnevom pa lahko pride do nenadne spremembe razpoloženja. Verjetno ste se pogovarjali z znankami, prijateljicami, ki so vam povedale, da so postale jokave, nemirne, tesnobne, slabega razpoloženja, ampak da tako, kot se je to pojavilo, je tudi spontano izvenelo. Govorimo o poporodni otožnosti, ki se lahko pojavi med 3. in 5. dnevom in seveda jo spremljajo te spremembe razpoloženja, jokavost, razdražljivost, ranljivost, težave s spanjem, zmanjšanje apetita. Tako kot se te spremembe pojavijo, lahko tudi spontano izginejo.
Če pa seveda vse te težave vztrajajo in trajajo najmanj 14 dni, večino dneva, pa govorimo o poporodni depresiji. Povečajo se občutki nemoči, žalosti, obupa, brezvoljnosti, slabo počutje, ste brez energije, imate lahko občutke krivde, ste obupani, težko se osredotočate, mogoče nekako izgubite zanimanje za otroka ali ravno nasprotno, ste zanj preveč zaskrbljeni in zelo ste utrujeni. Seveda takrat je treba poiskati pomoč. Kje lahko poiščete pomoč? Lahko pokličete v porodnišnico, se pogovorimo, pogledamo, kaj se dogaja in kakšno pomoč potrebujete. Lahko se obrnete k vašemu zdravniku. Seveda, kadar je ta pomoč oziroma so te težave zelo globoke, se poglabljajo, lahko se v zelo, bi rekla, globoki obliki pojavijo tudi misli o minljivosti življenja, takrat je pa absolutno potrebno poiskati zdravniško pomoč. Na tem mestu bi mogoče tudi omenila to, kako pa mogoče malo na eni strani preventivno ravnati, da do tega ne bi prišlo, da je mogoče te prve dneve po porodu, da si res vzamete čas za počitek, da mogoče stvari ne bodo tako, kot ste si predstavljali, tako kot ste bili vajeni do sedaj, ampak da nič ni narobe. Da si date čas, da se z otročkom spoznate, da mogoče si dovolite čist pomoč, da malo poskrbijo za vas, da tudi noči, ki bodo slabše prespane, da nadoknadite čez dan, takrat, ko se otrok umiri, da si vzamete tisti trenutek, ali je to, da v miru pojeste, da imate tisti pol urce zase, da poklepetate s prijateljico in zaradi tega ne boste, tako kot si ženske zelo rade dajo tisto nalepko, slabe mame. Seveda je tu veliko ima tudi podpora partnerja, ki vam bo v teh trenutkih ob vas. Če pa je v preteklosti že izkušnja, da ste se zdravile, da ste imele težave s kakšno poporodno oziroma s kakšno duševno motnjo, je pa pomembno, da ostanete v stiku s svojimi terapevti, zdravniki, kajti nosečnost in porod sta velikokrat obdobje, ki te težave še poglobita. In je takrat zelo pomembno, da se čim prej obrnete po pomoč. Omenila bi še eno tako motnjo, to je poporodna psihoza, ki se pojavi redko. Tudi njen nastanek je bolj nenaden, očiten. Za to motnjo je značilna izguba stika z realnostjo. Ženska lahko vidi, sliši, doživlja stvari, ki ne obstajajo, se pravi, ima privide, kakšno preganjavico, kar se lahko kaže v enem zmedenem govoru, tesnobnosti, vznemirjenosti ali pretiranem nezaupanju in skrb za otroka ali zavračanju otroka. Seveda, kadar se pojavi, to je pa potrebno takojšnjo zdravljenje. No, prej smo rekli, da rojstvo otroka ne pomeni samo rojstvo otroka in novo življenje, ampak da za žensko prinese tudi veliko sprememb. Pa govorimo o spremembah v partnerskem odnosu. Do zdaj ste s partnerjem funkcionirala kot par, sedaj funkcionirate kot družina in seveda se je temu velikokrat treba prilagoditi. Prej ste se posvečala drug drugemu, zdaj je tukaj otrok, ki bo potreboval veliko pozornosti in tudi to lahko prinese v partnerskem odnosu veliko stiske in napetosti. Običajno je mama tista, ki se zelo tesno poveže v prvem letu z otrokom. Včasih imajo zaradi tega očetje malo občutek zavrnjenosti, čeprav vemo, da so danes zelo aktivno in dobro vpleteni v samo vzgojo in nego otroka. Zato je zelo pomembno, da kadar se pojavijo ti občutki, da se med seboj pogovarjata in oče je v tem obdobju tisti, ki da to moč mami,
ženski, da zmore v tem obdobju. No, kot sem že rekla, mama je tista, običajno je mama tista, ki je v prvem letu življenja večino časa z otrokom. In seveda vsaka ženska na svoj način ima željo biti dobra mama, poskrbeti za otroka. Velikokrat se ob tem pojavijo tudi stiske. A bom dovolj dobro naredila, a bom zmogla. Nekako rečemo, da včasih ženske mislimo, da bi kar vse morale znati. Ampak dajte si v tem obdobju čas, da otroka spoznate, da se z njim zbližate, da se povežete. Nekateri otroci bodo zelo hitro ujeli ritem spanja, hranjenja, bo ta čas zelo predvidljiv, nekateri bodo bolj zahtevni, manj v ritmu, več bodo jokali, težje se bodo pomirili, pa ne bo nič narobe. Takrat se velikokrat pojavijo ti občutki nemoči in seveda ti občutki, da ženska ne zmore biti v tej vlogi. Tudi spremenjen odnos s starimi starši bi lahko omenila. Takrat, ko sporočimo novico, da bodo naši starši dobili vnuka, je tudi za njih to ena sprememba. Tudi oni začnejo razmišljati o tem, a smo mi že dovolj odrasli, a smo že dovolj stari, zreli, da bomo zdaj imeli svoje otroke. Mogoče nas v nekem trenutku še ne prepoznajo ali pa zdaj rečejo, da je pa to res že pravi čas, da smo pa odrasli, pa bi rekli, se generacija malo bliža, ko nas sprejmejo za odrasle. Pa se tudi tu lahko pojavijo napetosti v odnosih, včasih so starši potem zelo se čutijo poklicane, da nam pomagajo. Jaz nekako rečem, da je mogoče takrat res si predstavljamo kot novo nastalo družino z člani, ki ima svojo mejo, svojo ograjo. Včasih so te ograje nove družine zelo propustne, pa se vsi dobro počutijo, včasih so te meje bolj zaprte, da lahko družina vzpostavi eno ravnovesje in dobro počutje. Tudi tukaj lahko prihaja do napetosti zaradi tega, zato je pomembno, da se o tem pogovorita, da tudi vidva sta tista zdaj kot starša, da to mejo postavljata. Brez občutkov slabe vesti in brez občutkov, da to ne bi smela. Je pa pomembno, da jih na nek način vključita v tem, da jim date ta občutek, da jih še vedno potrebujete, da so pomembni, pa je mogoče kakšna stvar, ki bo pa pripomogla k temu, da jih vključite, kakšna pomoč, ki jo bodo z veseljem naredili. Zdaj večina vas, ki je tukaj, verjetno pričakujete prvega otročka, kaj pa tisti, ki imajo že enega doma. In seveda zdaj je temu otroku potrebno sporočiti, dobil boš bratca ali sestrico. Kaj se zgodi? Nekako otrok se prestraši, kaj pa zdaj z mano, a zdaj me bodo pa kar pustili, ne bodo me več radi imeli in seveda lahko to odreagira na različen način. Lahko se pojavijo vedenja, ki so značilne za nižjo razvojno stopnjo, lahko je otrok odkrito jezen na mamo in se nekako umakne. Zato je pomembno, da ko mu to sporočamo, naj izve od vas, naj vključite ga v sodelovanje, naj tudi on sodeluje v pripravah in kasneje naj bo čim več vključen v nego otročka in naj bo prisoten. In pa seveda povejte mu, da ga imate zelo radi in da ga ne boste zapustili. Tako, to nekako bi bilo to, kar vam želim povedati, kar se mi zdi, da vam bo v pomoč v tem tako imenovani psihološki pripravi. Zdaj za vsa vprašanja lahko mirno pokličete porodnišnico, potrkate na vrata in bomo skušali razrešiti stisko oziroma težave, ki se bodo pojavile. Jaz bi se v tem trenutku zahvalila za pozornost, vam zaželela lepo, srečno porodno izkušnjo. Nasvidenje.